Moji začetki z nogometnim klubom Domžale segajo v leto 1998, ko sem se v Ljubljano vrnil po 3-letnem igranju v Gorici. Domžale so se vrnile po dolgih letih v prvo ligo. Takrat relativno me je presenetil poziv tedanjega trenerja, gospoda Ivota Ledenka. Vprašal me je, bi pomagal, bi prišel. V tistem trenutku absolutno nisem niti pomislil, da bo ta moj prihod trajal tako dolgo. Moja igralska kariera se je potem v Domžalah nadaljevala še naslednje 4 leta, do tistega nesrečnega leta 2002, ko so Domžale padle v drugo ligo. V tistem trenutku, ko so Domžale izpadle, ko smo izpadli, enostavno sem se odločil, da v drugi ligi ne bom igral. Nisem pa na nek način želel še prenehati z nogometom. Bil sem star 32 let, dobro sem se počutil. Stanetom sta se usedla, ponudil mi je presenetljivo, bom rekel, v tistem trenutku mesto športnega direktorja kluba. Stanetom se dala roko in tako se je nekako začelo moje drugo obdobje domžalske zgodbe, torej teh mojih 6 let na mestu športnega direktorja kluba. Moram priznati, da v tistem prvem začetku nismo razmišljali zelo dolgoročno, enostavno je bilo treba samo postaviti neke temelje. Situacija v klubu ni bila rezultatsko perfektna, izpadlo se v drugo ligo, ampak ambicije, da se takoj vrnemo, so bile prisotne. Moja odločitev je bila, da naredimo to skupaj z ljudmi, z fanti enakih starosti, mladimi, ambicioznimi. Prvi dve potezi, tisti najbolj ključni, tudi ki sem jo izpeljal oziroma ki smo jih izpeljali, je bil prihod takrat še mladega in pravzaprav neznanega trenerja Slaviše Stojanoviča in nekoliko kasneje, še mesec dni, tudi Mihe Kebeta, ki je do takrat opravljal sicer trenersko vlogo v nogometnem klubu Ljubljane, nogometnem klubu Ježica, ampak jaz sem ga videl popolnoma eni drugačni funkciji, vodil mladinske šole. Enostavno sem verjel v njiju in začelo se je super težko. Nizali so se porazi, enostavno v tistem trenutku smo morali nekaj storiti. Pripeljali smo v klub v tistem zadnjem trenutku, konec avgusta, še zdaj se spomnim, 3 izkušene igralce. En je še vedno v klubu in mislim, da je tudi dal en velik delež v vseh teh letih, Dejan Đuranović, ki je pravzaprav prekinil veljavno pogodbo v Mariboru, da se nam tukaj pridruži. In potem je nekako počasi ta zgodba spet dobila neko pot navzgor. Borili smo se, rabili smo ta rezultatski premik za dvig neke samozavesti, za tudi spoštovanje drugih, ker v tistem trenutku, ko te začnejo drugi spoštovati, se te istočasno tudi bojijo. In to smo potrebovali in enkrat, ko smo to dosegli, nas pravzaprav nihče ni mogel več ustaviti. Tako smo bili prepričani v to, da bo prej ali slej prišel tudi vrh. V tistem 3. letu bi se spomnil tekme na Ptuju, ko smo potrebovali zmago za uvrstitev v zgornji dom, tisto šesterico, ki se bori za prvaka. Zmagali smo z 1-0 z golom Johnnyja de Souze, našega Brazilca, ki je takrat prišel v Domžale skupaj z Juninhom, ki je pravzaprav našel svojo življenjsko zgodbo v Domžalah. Tudi Jones je še vedno v Sloveniji, tudi on je oženjen s Slovenko in to so spet te momenti. V klub smo vozili in v klubu so stajali in uspehe doživljali fantje, ki so tudi tukaj nekaj dobili, začutili in vse to je pripeljalo do vseh teh rezultatov. Se pa spomnim tudi pravzaprav edine tekme, ki mi je ostala v grenkem priokusu vseh teh 6 letih, morda tudi beseda o njej, ampak takšne tekme se morajo zgoditi, nažalost se dogajajo in te verjetno delajo tudi močnejšega. To je tisti poraz in izpad v evropskem tekmovanju od izraelskega Hapoela iz Tel Aviva, ko smo prvo srečanje na nevtralnem igrišču na Nizozemskem dobili z 2-1. Na to povratno srečanje prišli s prednostjo in potem izgubili na koncu celo z 0-3 z zadetkoma, ki smo jo prejeli v 93. in 95. minuti. In to je pravzaprav edina črna pika, bom rekel, teh mojih 6 let na tej funkciji. Potem pa je prišlo leto 2016, tista moja, bom rekel, kratka, na nek način tudi nesrečna epizoda v Olimpiji, ko sem opravljal funkcijo športnega direktorja.
In meni dan potem, ko sem tam prekinil pogodbo tako hitro, poklical Stane in mi je rekel: Nenad, kako si je vse ok? Nisva se slišala prej, pravzaprav na tak način od takrat, od mojega odhoda. In enostavno, ko mi je to vprašal, sem rekel: Le, greva na kosilo. Sva se dobila in sva si takrat povedala za naprej in za nazaj neke stvari, ki bi si jih mogoče morala že takrat, ko sem odhajal. In enostavno od takrat naprej pomagam z neko obliko agentstva tudi igralcem. Tako da sem pravzaprav povezan z Domžalami. V zadnjih 3 letih sem jim pripeljal 2 igralca, ki sta postala najboljša strelca kluba. Jaz upam, da bo tudi v nadaljevanju tako in da bo morda v naslednjih letih tudi z mojo pomočjo prišel v klub kakšen igralec, ki bo pustil tak pečat, kot sta klubu pustila Lovro in Šamar. Ne samo igralski, spet govorim temu pomembnem aspektu, tudi človeški. Želim povedati to, da so pravzaprav po tej moji nogometni karieri Domžale meni dali vse. Dali so mi možnost, da se sprofiliram kot človek, kot nogometni delavec, kot nogometni strokovnjak in s ponosom povem to, da sem lahko tudi Domžalcem, če me želijo tako imenovati, kajti 10 let biti v nekem kolektivu, mislim, da pove vse. Želim si, da bo tako ostalo tudi, težko rečem, naslednjih 100, kar me verjetno ne bo, rečemo še naslednjih 20-30 let posaj.